Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes sem oborožena. Glejte, kaj delam. Najdla sem rumeno zlato, ne zlatorozgo. Zlatorozga cveti avgusta pa septembra. Lahko to. Glejte to. Tukaj, to je okolica Sežane, sem med vinogradi. V glavnem in je tako, da sem našla rumeno zlatorozgo in izgleda takole, vam jo želim pokazati. To izgleda kot res neka štrena. To je v bistvu edina rumena zadeva, kar zdajle cveti. In seveda arman. Našla sem tudi belo. Kaj sem rekla? Zlatorozgo, ne, lakota je ta prava, zato ker bom delala macerat. Iz domačega, z domačim olivnim oljem. V glavnem, to je zdaj krasna zadeva. In to je, poglejte, ta rumena je še močnejša kot pa bela. Lakota, kako jo prepoznate, ima, ne vem, če boste uspeli videti, ampak v glavnem cvetka ima tako, kot eno zvezdico. Prav pogledati sem morala, pa je to samo na 4 dele. In bela je majčkeno bolj razpotegnjena, medtem ko zlata, poglejte to, mislim, ja. Če najdete zlato, ta je močnejša. Tukaj tako obilje, ko bi človek se tega zavedal, v kakšnem bogastvu živimo. A veste, kaj sem razmišljala? Če bi bilo to v Avstriji, jaz kot nelastnik zemlje ne bi smela hoditi med vinogradi in nabirati zelišča. Ja, pa samo par metrov čez mejo. Dejstvo je, da v Sloveniji lahko greš in nabereš zelišča, čeprav ni tvoja zemlja. Lahko greš v gozd in nabereš borovnice, čeprav ni tvoja zemlja. Lahko greš v gozd in nabereš gobe, čeprav ni tvoja zemlja. Veste, kako sem se enkrat smejala? Pri nas doma je pač velika kmetija na Gorenjskem in imamo tudi ogromno borovnic, takrat, ko so. In je bilo tako zanimivo, enkrat nabiram borovnice, pač v naših majni. In pride en gospod in naredi tako, to je moje. A bežno. Sem rekla, ste vprašal gospodarja? In se je zlagal, je rekel, ja. In sem rekla, veste, da ga sigurno niste, zato ker sem jaz ta domača hči. V glavnem tako, me nič ne moti, če kdo na našem nabira borovnice, ampak da pa gre kot krava med zelje, ja, to me pa moti. A ne, ker recimo sploh, če greš nekaj nabrat, ne delaš škode. In jaz vem, da tukaj tem kmetom ne delam škode, če bom pobrala nekaj njihovih zelišč. In če nekdo gre nabirat borovnice, ki niso na njegovi zemlji, in da gre po vrsti in nabira, ne naredi škode, pač pobere. Tako da, ja, naredite si svoj macerat in boste videli, ja, vaša koža vam bo hvaležna. To je zdaj kot reklama. Ne delam reklamo za to, da bi kaj prodala, ampak gre se za to, pač zelišča rastejo v naravi in naučite se prepoznavati samo nekaj zelišč. Če boste prepoznali arman, ste zmagali. Arman je notranja metla, za jetra, za ledvica, za strupe odvajati iz telesa, za vse tiste, ki imate težave, ne vem, s holesterolom, s pritiskom, z meglo v glavi, zato ker kdor ima meglo v glavi, ima problem v jetrih in je treba najprej pač vzeti metlo, počistiti ne glavo, ampak jetra, in ko počistimo jetra, gre sveža informacija v glavo in potem se sčisti še glava in imate bolj sveže misli. Zdaj, kako uporabljati arman? Seveda ga lahko posušite in ga pijete kot čaj. Lahko si pa naredite ta macerat iz lakote in iz armana in to olje, se pravi z domačim oljčnim oljem, je absolutno boljše kot s kupljenim in potem pijete zjutraj 1 žličko tega olja in boste videli. Možgani so ena velika maščoba in če greste na dieto stran z maščobo, pomeni, da se vaši možgani skrčijo. Zato vi rabite dodajati maščobe in ne se bati maščob, ker naše telo potrebuje maščobo. Maščobna oziroma celična membrana je narejena iz maščob. Vidim, da nekaj pomen leze. Je narejena iz maščob in iz beljakovin in ja, to potrebujemo.
Veste, jaz imam tukaj eno materino znamenje. In se spomnim, v 2. razredu smo imeli tako fino učiteljico, ne bom poimensko, da ne bo kdo užaljen. V glavnem, in smo imeli športno vzgojo in vem, da stojimo pošlihtani po vrsti. In v enem trenutku se ona zazre v mojo piko kot kondor in naredi: klopa imaš! In gre na to mojo piko in mi hotela iztrgati piko. Ne, ni klop, a ne, kmečka punca bi lahko imela klopa, ampak ja, znamenje. In vemo, da materina znamenja so spomin duše na brutalno smrt. Se pravi, v enem od življenj sem bila zadavljena. Ja, seveda, vse to sem videla. Poobesila sem se tudi sama, pa še kaj, v glavnem vse na predelu grla, predvsem pa, kar sem se v tem življenju učila, pa se še učim, je pa izražanje svojih čustev, brez da sebe pripeljem do tega, da popenem in da potem eksplodiram in me ljudje samo pisano gledajo, kaj mi je. Pač vsak izmed nas se nekaj uči. No ja, zdaj pa grem naprej nabirati. Tukaj dol v tej meji je toliko rmana, da komaj čakam, da ga poberem in mogoče ga bom nekaj celo posušila. Pač diši, omamno diši. Ko boste šli nabirati, fino je, da je sonce oziroma da je toplo, da se aktivirajo eterična olja. Ta trenutek na moj zdravje, ne, ker voham eterična olja. V glavnem, ta trenutek je sicer majčkeno oblačno, ampak vseeno, ker je cel dan že toplo, so se aktivirala eterična olja v teh zdravilnih rastlinah. Tako da uživajte in ja, naberite svoja zelišča. Uživajte!